Kaj bi jaz povedala glede tega ukinjanja seveda brezplačne kontracepcije, je sledeče. Predvsem se mi zdi, da to ni samo ženski problem, ampak je tudi moški problem. In čeprav gre za neke ženske pravice, ampak mislim, da se ženske ščitimo tudi zaradi moških, ne? In jaz pač ne vem, zakaj se gre zdaj zadnje čase, a gremo mi nazaj v srednji vek in na to otrok, kolikor jih bo Bog dal, ne? Kar še mogoče ne bi bilo tako slabo, če ne bi živeli v eni taki državi, ki je pravzaprav zelo slabo skrbi za svoje državljane in da ne govorimo o sociali. Se pravi, jaz mislim, da to mora ostati izključno pravica, kot je bila že priborjena in kar ni bilo tako lahko priboriti, in se mi ne zdi sprejemljivo, da bi se te pravice zdaj odvzemalo in da ženska lahko svobodno odloča in načrtuje družino. Seveda skupaj s partnerjem. In ob vsem tem me zanima še ena stvar, in sicer to je ta, da od kje si zavarovalnica, konkretno tale oziroma ostale zavarovalnici, jemljajo pravice in na kateri podlagi si jemljajo recimo te pravice, da nam jemljajo vedno več pravic, ob tem, da mi plačujemo že dolgo dvojno zavarovanje. To dvojno smo ugotovili, ta drugo, da je popolnoma zgrešeno in v bistvu kraja našega denarja, še vedno se ga ni ukinilo, in mi za vse to dobimo manj stvari zastonj. Se pravi, vedno več plačljivih storitev. Na kateri podlagi zavarovalnica to počne? Zakaj? Meni odgovor kriza resnično ni odgovor. Krize domnevno ni več, nekateri si polnijo žepe, tajkuni še vedno kradejo, država nič ne ukrepa in jaz tega odgovora ne sprejemam več. Se pravi, zakaj mi plačujemo več in dobivamo manj? Potem pa vsaj te pravice, ki so, ne ostanejo take, kot so. In absolutno sem proti kakršnim koli še ukrepom, ki prinašajo nove plačljive storitve, zdravila, tako zdravila kot zdravniške preglede. Ukrep, ki ga misli sprejeti Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, je nedopusten. Priča smo kratenju pravic žensk. Ustavna pravica ženske je, da lahko načrtuje rojstvo otrok. In nažalost smo dan za dnem priča temu, da se pravice ženskam kratijo in se jim jemlje. Tak ukrep bo povzročil to, da bodo rojevale spet tiste najbolj ranljive skupine žensk, se pravi mladoletne ali pa najbolj revne. In mislimo, da tega nikakor ne smemo dopustiti in zato smo se zbrali tukaj, da se upremo temu nespametnemu ukrepu. Skratka, to je zadeva svobode izbire ženske. Sploh za neke pravice, ki smo si jih pred časom že priborile. Ne razumem, zakaj bi bilo to stvar dobička in spet kapitalizma, ki grabi dobiček in s tem tudi poskušajo tudi ženskam to kontracepcijo zaračunavati. Vsaka ženska se lahko pozanima in ve, kaj so stranski učinki kontracepcije in se lahko kljub temu odloči za ali proti. Zato mislim, da jaz imam 3 hčere in vse 3 sem vzgajala v tem smislu, da so vedele, kaj je tisto dobro za njih, preden se spustijo v spolne odnose in tako naprej. Skratka, zaščita in kakšna zaščita. In tega nam ne sme nihče vzeti, sploh ne v današnji civilizirani družbi. Danes nas je malo tukaj, kar pomeni, da se ljudje očitno ne zavedajo, da tale navidez nedolžni ukrep pomeni začetek poseganja v eno vitalno področje človekovih pravic. Kajti odločanje staršev o tem, kdaj in koliko otrok bodo imeli, je res ključnega pomena. Otrok naj se rodi zaželen v življenja vredno okolje, ne pa po vsej sili zaradi nekih ne vem kakšnih višjih ciljev. In o tem bi morali razmisliti tudi tisti, ki govorijo, da gre za otroke. Gre za otroke in za kvaliteto življenja nas vseh. Kar zadeva argument o škodljivosti hormonske kontracepcije, bom pa povedala tako. Že Lara Janković je povedala bistvo, ampak vendar. Če primerjamo, prvič treba je iskati vedno varnejše načine načrtovanja rojstev, to je dejstvo. Ampak tudi hormonska kontracepcija v primerjavi z abortusom po škodljivosti za zdravje je zanesljivo manjša škoda, še veliko manjša škoda pa je, če se rodi otrok v nemogoče razmere. Tako da
resnično je to začetek spet krčenja pravic na enem zelo pomembnem področju, krčijo nam jih pa povsod. Skratka, ti argumenti so za las privlečeni. Če hočemo urediti konopljo, recimo v medicinske namene, potem ni ta argument nikakor aktualen, kajti vemo, da vse kemoterapije, kot ste jih prej omenili, in podobne stvari naredijo več škode organizmu kot koristi, tako da žal so v službi korporacij, ne ljudi. Menda živimo v demokraciji, imamo shopping centre, imamo vse na izbiro, a ne? Imamo tudi na izbiro, da se strupimo ali ne strupimo, medtem ko je prišel ta argument, da bo to kvarno vpliva kontracepcija na telo. Kaj bom pa rekla, slaba prehrana, zdravila, antidepresivi, recimo kemoterapija, vse to, ko nekateri celo nimajo izbire, morajo jemati, to se pa ne sprašujemo, kako vpliva na ljudi. In tudi razni vitaminski dodatki, ki so umetni, ki nam jih farmacija uspešno prodaja in podtika, je tudi zelo škodljiva. Tako da ti argumenti ne držijo. Glede na temo pač lahko dodam samo to, da seveda vsako poseganje v že pridobljene pravice, v pridobljeno svobodo, zame pač izbira spolnosti, izbira kontracepcije in tako naprej predstavlja neko pravo obliko svobode, nas seveda vrača korak nazaj. Poseganje v to pravico, v to svobodo, v to področje nas vrača, oziroma smo lahko prepričani, da pač gremo v dobo, kjer se bomo potem spustili na splav, ker bomo se potem spustili še na vse ostalo, kar nam trenutni sistem še omogoča. Že tako in tako pač smo priče in čutimo posledice vsakršnih varčevanj in da mora potem biti dodaten ukrep pravno poseganje v že tako pridobljeno pravico, je seveda sramotno, tako za zavod, kot za državo, ki to podpira. Se mi zdi nepredstavljivo v naši državi, v svetu, ki smo dejansko, ki je dosti razvit, nekaj takega, kot je kontracepcija, ki je res osnovna skorajda pravica, da bi za njo ženske plačevali, še posebej tiste, ki se tega pač ne morejo privoščiti. Vsakeč, ko narediš neko stvar plačljivo, jo avtomatično odtegneš drugim ljudem, ki si morda tega ne privoščijo. In če si nekdo ne privošči kontracepcije, si definitivno ne more privoščiti tudi, da vzgaja otroka. In to, da nimaš kontracepcije, zelo pogosto vodi do otroka, ki mu pač, če nimaš pravih financ, nemogoče, da bi lahko potem normalno se razvijal, oziroma bi ga vzgajal. To je človekova pravica, ki so bila med vojno, pa v starih časih kratene. Danes pa ima ženska pravico, recimo odločati, ali bo rodila ali ne bo rodila. To je pa spet vse odvisno od financ, kot imaš otroka, ali pa od bolezni. Kaj lahko naredimo? Še več nas mora vedno biti tukaj, treba se je upirati in treba je vedno dvigniti glas proti temu. Podpišimo peticijo, mi bomo pa v državnem zboru naredili vse, kar lahko, da se ta neumnost in ta nemogoč ukrep ustavi. Pomembno je, da prav vse ženske in prav vsi moški dvignejo glavo in skončno rečejo ne takšnim neumnostim, katerim smo priča.